In mi smo že skoraj pri koncu, ampak niti blizu, da bi rekel, da je konc. Mislim, da ni nobena skrivnost, da bomo v naslednjih minutah govorili o avtomobilizmu. Vem, kaj vas zanima, a bodo avtomobili kdaj vozili sami, kdaj bodo vozili sami, a je to že na vidiku. A bomo še lahko na pivo, pa nas bo avto domov peljal. Kakšna je prihodnost v avtomobilizmu? A ne vem, a se bodo ti avtomobili zaletavali med sabo, kdo bo pol kriv? Zdaj, odgovorov na vsa ta vprašanja ne more vedeti, ne? Ni Milan Tarot. Ampak ve pa veliko pametnega in uporabenega, ker je pa Ciril Komotar, kot ga vi verjetno poznate. Komotar minuta! Čak sem malo. Sama še? Denis, če si tukaj, da se zdaj oglas, da imam pol mir. Konec koncev smo pa na fakulteti, tako da... Bi rekel faliran študent. Ok, recimo, da je let prebit. A veš, ko sem prvič videl tale poster, Potovanje v negotovost, pa pod njim valjda z dramatično rdečo si zamenljiv, sem si mislil, ni panike. Z levo roko, točno vem, o čem bom pravzaprav govoril. Avto testiram že 15 let, poznam tehnologijo. In po eni strani ne bo nič narobe, če se razgovorim o radarjih, pa o kamerah, pa tako naprej. Pa sem začel o tem temi malo razmišljati in sem ugotovil, da ta izraz samodejna vožnja, avtonomna vožnja, pravzaprav poznajo že vsi. Moja mama je stara 73 let, ona ne ve veliko o avtomobilih, praktično nič. Vem recimo, da se noče več z mano peljati. Vsi pravzaprav že vemo, da enkrat v prihodnosti, ne vemo še čisto točno kdaj, bodo avtomobili vozili sami. Takole približno bo izgledalo. In avto bo takrat postal pisarna, pa igralnica, pa spalnica, vse to, kar danes recimo še ni. In potem sem si rekel, lej, brez problema jaz to naredim, sam te ideji moram dati kakšen teden, da se usede, ker tako je ponovadi pri idejah, ne? Pa da malo razmislim vmes in potem sem se, točno čez kakšen teden, tork je bil, še zdaj se spomnim, kaj je bilo včeraj, sem se zbudil zelo nemiren. Sem rekel, stari shit. A smo mi to zdaj dobro razmislili, ne? Zdaj bom jaz prišel sem, vi pričakujete odgovore. Komotar bo že vedel, ne? Se z avti ukvarja. Jaz pa bolj sem razmišljal o tem, manj odgovorov sem imel. Pravzaprav mi po eni strani sploh ni nerodno priznati, da imam po moje vprašanj, kljub temu, da sem strokovnjak, več kot vi. Ampak pojmo od začetka. A smo zamenljivi? Valjda, da smo. Sploh pri avtomobilih. Pravzaprav smo pri avtomobilih v določeni meri zamenljivi, ne danes, ampak že včeraj, že nekaj let nazaj. Ampak veš, teorija pa praksa in preden se lotimo tega problema ali pa recimo te rešitve, da bo kozarec pol poln, jaz ga imam tako rad, ponavadi, dajmo eno medgeneracijsko. Jaz sem se rodil leta 1981, kar pomeni, da sem zadnja oziroma predzadnja generacija pionirčkov Kapca, smo še dobili značke Rutke, vse to okolo s Titom smo plesali, take fore. In jaz, v trenutku, ko sem se začel zavedati, to sem jaz, kaj avto pomeni, da nisem uno od A do B, v trenutku, ko sem se začel zavedati, da to lahko prenese tudi na čustva, ne? V avto si lahko tudi vesel, če dobro gre, ali pa kaj podobnega, ali pa če dobro zgleda, sem jaz komaj čakal. Ker sem bil dovolj star, da sem avto že znal peljati, pa tudi približno še ne dovolj star mimogrede, da bi šel izpit delati, pustimo to, kdaj sem se ga naučil, mogoče ne skrivaj. Sem mami rekel, a mi daš prosim ključe, da grem sam malo probat ta avto peljati. Dej prosim. Vsak dan sem mi težil in ona mi je vsak dan dala ključe in jaz sem bil kralj našega dvorišča. Stari, prva, druga, prva. Jaz sem bil kralj tistega menjalnika. Še zdaj se spomnim, ker sem dal prvič v rikverc, pa sem tako roko nazaj, pa sem začel gledati. To je zato, ker nisem znal še špegle gledati. Kdo od vas tako, znaš? In to je trajalo uro, dve, gor pa dol v parkirišču, sosedi so po moje umirali. Ker meni je to dalo toliko energije in ker sem ven z avta stopil, jaz sem bil takle. Stari, kada sem ravno kar naredil, ne vem, furo od Istanbula do Amsterdama, v enem šusu, nisem rabil niti spat, niti na WC, niti sendviča, nič nisem rabil. Tak heroj sem se sam sebi zdel. Veš?
Jaz sem bil nor na avtomobile, jaz sem pogledal vse avtomobilske oddaje. Ne samo to, jaz sem vse avtomobilske oddaje tudi posnel in sem jih pogledal še enkrat, dvakrat, trikrat. Prebral sem vse revije. In tudi te sem večkrat, vse članke sem vedel na pamet, kataloge, da ne govorim o podatkih o avtomobilih. To je bilo noro. Pa tudi približno nisem bil edini v svoji vasi, Lukovcem pri Domžalah, ki sem bil tako počen na avtomobile. Mimogrede, to se je zgodilo zaradi očeta, ker je bil tudi on zanesenjak, je mogoče malo kriv. Ker sem pač vedel, kaj bo avto enkrat meni dal. Da bom z njim povezoval svobodo. To se je tudi res zgodilo. In vesel sem, da danes, sprav po zelo dolgem času, ko imam že izpit, da ta strast ostaja, vsaj pri meni. Peljal sem ogromno avtomobilov, pa še vedno sem sposoben najti srečo ali pa nekaj, kar mi je ful všeč, ali v eni dači za 10.000 evrov, sem skoraj tako vesel, kot recimo v kakšnem Rolls-Royceu za $500,000. Ko brez heca. Meni je tako fascinantno. Zdaj pa, avtomobilska evolucija gre z roko v roki s človeško ali pa z načinom razmišljanja, ne? Zato zdaj jaz poudarjam to medgeneracijsko. Ne? Kaj pa pri vas, a je ta želja potem, da bi upravljali stroj, da bi nekam prišli, pa bi vam dal neko svobodo, a je še tukaj, a jo čutiš, a ste jo sploh kdaj čutili? Ali je ono, le jaz komi čakam, da prije avto, ki bo sam pelil, no, pa zakaj še ni tukaj? Jaz sploh ne bi rabo izpita. Nekaj smo nekaj drugega zadelati, sem že tam, nisem še tam, what the fuck, pardon. A veš, ker avtonomna vožnja res bo prišla. Avti bodo čist sami vozili. Ne bodo pa vozili sami zato, ker mi hočemo imeti znotraj pisarno, pa hočemo imeti noter spalnico. Avtonomna vožnja bo prišla zato, ker smo mi nezanesljivi, vsi mi tukaj smo šibek člen. Ne glede na to, koliko izkušenj ima nekdo, zadnjič smo se s prijatelji hecali in smo pa prišli do dosti zanimive številke, koliko avtov sem že peljal. Krepko prek 2000. Sprav sem veliko že vozil. Sem razmeroma izkušen, pa tudi jaz, pa marsikdo drug, če ne drugega, si biološko utrudljiv, razumeš? Izkušnje pa padejo stran, ker si ti enkrat utrujen, tudi pri -30 odprta šipa ne pomaga, si pač utrujen. Tudi jaz sem že zaspal na avtocesti. Že nekaj let nazaj. In k sreči je bilo vse skupaj brez posledic. Zbudil sem se v trenutku, ko je moja roka zdrsnila s prestavne ročice. Tako da tisti avtomobili, ki bodo sami prišli, nas bodo na en način nadomestili in zato bodo ceste za vse mnogo varnejše. Jaz se tega veselim. Ker te asistenčni sistemi bodo reševali življenje po celem svetu. Ampak nekaj je teorija, ali pa recimo temu maloserijska proizvodnja, nekaj je pa praksa, masovna proizvodnja za cel svet. Pa pojmo mogoče še malo nazaj. Tale slika je pomembna. Honda je recimo že tam nekje na sredini 80-ih razvila robota, ki je sam hodil. Pojdi levo, pojdi desno. On je to vse obvladal. Sploh tehnologija je bila poštimana takrat, danes 30 ali pa recimo skoraj 40 let zatem, da mi prosim povejte, za koliko lokalov veste, da priješ tja pa nekaj naročiš, pa ti robot prinese pijačo. Mislim, zakaj ni niti enega? Pa se to je bilo pogrunto že dolgo nazaj, podobno je tudi za avtonomno vožnjo. Veš, ne boste se jutro usedli v avto v Šiški pa rekli, avto odpelj me na Vič. To bo še nekaj časa trajalo do tja. In najbolj pravzaprav mi je hudo, a pa mi gre so težko z jezika, da tudi mediji, ki pišejo o avtonomni vožnji, delajo napake in govorijo, da se bo to vsem zgodilo jutri. Tudi strokovni avtomobilski mediji. Pa se že vsi vemo, da Tesla vozi sama, a ni to res? Dobro, to je druga zgodba, ne? Tesla naredi na 99% porine v serijsko proizvodno, ne? Pa če to slučajno umre, ne? Se to če zgodi. Ljudje jo smatrajo kot tehnološko znamko. Rečejo, lej, se oni bojo naredili update, pa bo ok. A vi mislite, da Audi, Mercedes pa drugi nimajo tehnologije, da bojo njihovi avti čist sami vozili? Seveda jo imajo, ne? Samo oni bojo šli do 100%, pa potem dalo serijo. Ker je vsako človeško življenje pomembno. In avtomobili, ki bodo sami vozili, bodo zahtevali tudi spremembo miselnosti. Veš, kaj to pomeni? Kaj se recimo zgodi, ko bo en avto, ki bo čisto sam pelil, povozil otroka? Kdo bo zdaj kriv, da Petrčka ni več? Je tako brez heca. A veš, o tem govorim, a smo razmislili v vseh stvareh, ki jih bo avtonomna vožnja potegnila za sabo. Zakaj bi bil jaz kriv, če sem bil zadnji, pa sem bil na Facebooku? Saj sploh nisem naprej gledal, če ne rabim. Če mi je avtomobilska znamka rekla, da ta avto sam pele.
A bo kriv software, ki je razvil, inženir, ki je razvil software? A bo mogoče kriva država zaradi potencialno pomanjkljive infrastrukture? Je mogoče veter obrnil znak, pa ga avto ni dobro prebral, je bil pa delno zasnežen, pa je avto mislil, da piše 80, v resnici je pisal 30. Fizike se ne da pretentati, pa bo leta 2045 mogoče otrok stopil iza škarpe ali pa hiše, pa ga avto povozil, ker fizike ne moreš pretentati. Kdo bo kriv? Da ne govorimo o zavarovalniški industriji, ne? Premije so povezane s krivdo voznika. Ali pa mogoče v trenutku, ko se bo na cesti znajdel avtomobili, ki bodo sami vozili, ampak hkrati bodo pa na isti cesti tudi tisti avtomobili, ki jih mi še vedno sami vozimo. Ne? Pa razslojevanje družbe, ne? Avtomobili, ki bojo čist sami vozili, ne bojo pa ceni. So drage stvari. Je pa res, da danes avtomobili že zelo veliko znajo. Jaz sem fasciniran s tehnologijo, ki jo ponujajo. Jaz sem se danes pripeljal z Audijem A8. Od Miklavža na Dravskem polju do ekonomske fakultete nisem niti enkrat rabil stopiti na plin ali pa pohoditi za voro. Vse je avto naredil za mene. Pa ne samo to, da znajo avti pol avtonomno voziti, ta recimo ima ta prvi, ki ima laser in 150x1000 v sekundi ustreli žark ven. Obvlada 360 stopinj okrog sebe vidi. Res je noro. Pa ne samo to, sodobni avtomobili znajo tudi prepoznati, če s tabo kaj narobe. A si res močno zaspal, pa Bog ne da te srce rukne, avto bo to vedel. Uporabil bo vso tehnologijo, vse senzoriko, ki jo ima, preveril stanje okrog sebe, to danes dela mimogrede avtomobili. In rekel, ok, nekaj je narobe, bo počasi ustavil na odstavnem pasu avtoceste, ukropil vse 4 utripalke in tudi sam poklical na pomoč. Ne se smeti, to je res. Avti to danes že znajo. In tudi zaradi tega bojo ceste veliko varnejše. In tudi zaradi tega sem jaz danes toliko bolj vesel, da sem točno v tem času avtomobilski novinar. Zato, ker smo na eni taki zelo veliki prelomnici. Pravzaprav take prelomnice ni bilo že od vsega, od časa, ko smo prešaltali iz koči na avtomobile. Noro, ne? Mislim, na meji smo imeli old school, ki je moral voznik narediti, ama čisto vse, da se je nekaj zgodilo. Pa new edge-em, ki boš volan pospravil pod armaturko, boš rekel, daj ti sam pel. Pa ne samo to, da sem vesel, da zdaj delam to, kar delam. Ponosen sem tudi, da sem Slovenc. A veš zakaj? Ker smo Slovenci vedno z visoko tehnologijo hodili z roko v roki. Dajte se tega zavedati in ne pozabiti, da smo Slovenci narod tehniške kulture. Da moramo to gojiti naprej. To je pravzaprav naša dolžnost. In zakaj jaz testiram avtomobile? A zato, da me avtomobilska znamka povabi nekam na sredino Afrike, če lahko testiram njihovega terenca, ali pa druga avtomobilska znamka na jug Francije, da lahko brez slabe vesti po dirkališču peljem avto več kot 300 km/h. Ja, noro je. Res je noro, jaz ful uživam. In to so hudi občutki. Pa zavedam se, da sem privilegiran, ampak še preden sem napisal svoj prvi od 1000 člankov in se pod njega podpisal z imenom in priimkom, sem pa vsem imel en večji cilj. In sicer želel sem s tem entuziazmom okužiti še koga. A veš zakaj? Zato, ker pa se mogoče sanjam, pa sem idealist. Ampak želim si, da bi nekdo na drugi strani tistega zaslona, ko gleda nekaj, kar sem jaz ustvaril, ali pa morda upam, celo danes tukaj v dvorani, postane inženir, recimo, v avtomobilski industriji. In da imaš ti kot ta inženir morda enkrat priložnost, da ustvariš en sistem, ki bo rešil življenje. Ki bo morda rešil življenje nekomu, ko ga poznam. Ki bo morda rešil življenje mojih hčerki. Če se zgodi nekaj takega, bom presežen umrl srečen, ker sem znotraj svojega poklica, tako si jaz mislim, upravil svoje poslanstvo. Tako da dajmo mi vsi tukaj, imamo neko željo pa strast, dajmo razturati, no? Ne samo, ker znamo, pa lahko pa smo tega sposobni, ker je to naša dolžnost. Ne jutri, ne pojutrišnjem, pa ne čez 5 let. Veš daj? Danes, ko boste vstali iz teh stolov in odkorakali skozi tista vrata. Hvala. Pa še nekaj.
Še ena stvar. Spomnil sem se na en ful dober quote, za katerega je odgovoren tudi nekdo, ki s svojim znanjem pa tehnologijo reševal življenja. Pisal se je Firestone, gume dela, ni ga več. In on je rekel, da kot družba lahko dolgotrajno prosperiramo, samo če s svojim delom pa napredkom pomagamo tudi drugim. Študenti ekonomske fakultete, to vam piše tamle na zidu. Preden začnete rasturati, odprite oči. Hvala.